V kriptosvetu ljudje hitro pozabljamo, kaj se je zgodilo. Čeprav so se katastrofe, kot so FTX in Celsius, zgodile ne ravno toliko dolgo nazaj, se jih še redko kdo spomni. Ampak pomembno je, da se tega spominjamo, ker zgodovina precejkrat skriva tudi opozorilo za prihodnost. Tako da dajmo si najprej pogledati, kaj lahko vlagatelj naredi, da so njegova sredstva varna, katere menjalnice lahko izbere. Odgovor so seveda evropske menjalnice, ki sledijo vsem regulativam in dober primer za to je ravno Kriptomat. EU predstavlja vse strožje regulative, kar je pred kratkim tudi potrdila z uvedbo MiCA. Seveda se Kriptomat že drži te regulative, med njimi pa so še AML, ki vsebuje predpise proti pranju denarja, in KYC, ki pomaga pri prepoznavanju strank. Izvajajo se tudi redni, strogi pregledi na področju AML in Own Funds, kar pomeni, da je Kriptomat res zavezan k preprečevanju kriminalnih dejavnosti na svoji platformi. Kriptomat ima tudi stroge varnostne ukrepe za zaščito vaših sredstev, vključno s shranjevanjem v hladni denarnici, večfaktorsko avtentikacijo in nadzorom nad transakcijami. Platforma je bila tudi pregledana s strani neodvisnih revizijskih hiš. Kriptomat tudi nenehno spremlja transakcije za sumljivo dejavnost. V primeru zaznanega sumljivega vedenja bo Kriptomat zamrznil vaš račun in vas kontaktiral za preveritev. To v bistvu še dodatno zaščiti vaš račun pred kakšnimi nezaželjenimi vdori, če ste morda pomotoma nekomu dali svoje podatke preko kakšnega phishing napada. To se lahko zelo hitro zgodi, ne glede na znanje in osveščenost. Tudi meni se je že, pa sem dobro podkovan v IT-ju. In če gre kaj narobe, karkoli, je tukaj zelo pomembna podpora. Problemi v tem svetu znajo biti zelo frustrirajoči. Pride do panike in seveda želite to čim prej rešiti. Prav zato ima v ta namen Kriptomat hitro podporo, ki je vam vedno dosegljiva v slovenskem jeziku. Vsi so izredno zadovoljni s podporo Kriptomata, kar lahko pokažemo tudi s pohvalami, ki jih delijo na spletu. Zakaj to poudarjam? Zakaj je to tako pomembno? Precej menjalnic tem regulativam ne sledi. To so predvsem menjalnice izven EU območja. Pa poglejmo najprej kar največjo menjalnico. Binance. To pesti kar nekaj aktivnih tožb. Njen glavni direktor CZ je bil pred kratkim tudi zaprt in zdaj prestaja kazen zaradi pranja denarja. Ampak to še ni vse. Zaradi svojih šibkih regulacij pri pranju denarja je bila Binance povezana tudi s pranjem denarja preprodajalcev drog in hekerjev. Članek raziskovalne novinarke agencije Reuters iz leta 2022 navaja dokaze, da je največja svetovna kriptoborza Binance v zadnjih 5 letih od objave omogočala pranje denarja v vrednosti najmanj 2,35 milijarde ameriških dolarjev. Tukaj se zvrsti kar nekaj dogodkov. Severnokorejska skupina Lazarus je leta 2020 udrla v slovaško kriptoborzo Etherbase in ukradla kriptovalute v vrednosti 5,4 milijona dolarjev. Malo zatem so si na Binance odprli več anonimnih računov in ukradena sredstva preusmerili v druge kriptovalute, s čimer so prikrili sled denarja. Etherbase zaradi šibkih varnostnih protokolov Binance denarja ni nikoli več videla. Preiskava Reutersa je tudi pokazala, da je Binance med letoma 2017 in 2021 omogočil transakcije v skupni vrednosti najmanj 2,35 milijarde dolarjev, ki izvirajo iz hekerskih napadov, prevar s finančnimi instrumenti in celo prodaje prepovedanih drog. Raziskovalci kriptovalut z podjetja Chainalysis trdijo, da je samo v letu 2019 Binance prejel za 770 milijonov dolarjev nelegalnih sredstev, kar je več kot katerakoli druga kriptovaluta
kriptomenjalnica. Potem so tukaj podatki družbe Crystal Blockchain, ki kažejo, da so kupci in prodajalci na največjem svetovnem trgu droge na temnem spletu, v ruskem tržišču Hydra, med letoma 2017 in 2022 prek Binance izvedli plačila v kriptovalutah v vrednosti $780 milijonov. Binance seveda trdi, da so navedene številke netočne in pretirane, saj naj ne bi upoštevali posrednih transakcij. Potem so tukaj še dokumenti iz kazenskih in civilnih primerov, ki razkrivajo tudi, da je Binance zavrnil zamrznitev računa, ki so ga uporabljali za pranje denarja, ukradenega v hekerskem napadu. Vmešana je tudi nemška policija, ki je ugotovila, da so kriminalci v Evropi od leta 2020 uporabljali Binance za pranje denarja, pridobljenega s prevarami, z naložbami, zaradi česar so žrtve, večinoma upokojenci, skupno izgubile €750 milijonov. In lista se nadaljuje in nadaljuje. Potem je tukaj menjalnica MEXC, ki je doživela tožbo v Estoniji in umik licence. Ta dogodek sproža vprašanja o prihodnji poslovni sposobnosti borze MEXC v okolju s čedalje strožjo regulacijo kriptovalut, kot je EU. V zadnjem času so regulatorji izvedli vrsto opozoril in ukrepov proti MEXC. Avgust 2023. Britanska kolumbijska komisija za vrednostne papirje iz Kanade je izdala opozorilo proti MEXC. September 2023. Avstrijski finančni tržni regulator je sledil s podobnim opozorilom. Oktober 2023. Nemški zvezni finančni nadzorni organ je proti MEXC poleg opozorila uvedel tudi preiskavo. In največji udarec je prišel 17. novembra 2023, ko je estonska enota FIU odvzela licenco podjetju MEXC Estonia. Odvzem licence podjetju MEXC Estonia in kopičenje regulatornih opozoril borzo MEXC postavlja v negotov položaj. Zdaj možne posledice vključujejo prekinitev storitev plačilnih posrednikov, kot so Mercurio, MoonPay, Banksa ali Simplex za MEXC. Umik MEXC iz jurisdikcij, ki za finančne storitve zahtevajo regulatorno licenco, kar vključuje večino Severne Amerike in Evrope. Ogrožena sodelovanja z drugimi licenciranimi kriptoborzami, saj bi te lahko prekinile sodelovanje, da ne bi ogrozile svojih lastnih licenc. Glede na te izzive je izpostavljenih več kot 10 milijonov uporabnikov borze MEXC. Uporabnikom se svetuje, naj svoja sredstva prenesejo na regulirane in registrirane kriptoborze. Glavni strah tukaj vsakega uporabnika je, kaj če gre menjalnica v maloro, ker če se to zgodi, uporabniki ne bodo pravočasno obveščeni in lahko tako izgubijo vsa svoja sredstva. Zato je tako zelo pomembno, da se izbira menjalnice, ki sledijo vsem regulativam, kot je na primer Kriptomat. Pa se spomnimo zdaj preteklih dogodkov, ko se je to dejansko že zgodilo. Menjalnica FTX, ki jo je leta 2019 ustanovil Sam Bankman-Fried, SBF, je bila nekoč ena največjih in najbolj priljubljenih kriptovalutnih borz na svetu. Vendar pa je novembra 2022 FTX razglasila bankrot, kar je šokiralo svet kriptovalut in povzročilo izgubo milijard dolarjev uporabnikom. Tukaj je bilo kar nekaj dejavnikov, ki je vodilo FTX v propad. FTX je vlagala v tvegana podjetja in kriptovalute, ki so izgubile vrednost, imela je slabo upravljanje tveganj in pomanjkanje nadzora nad svojimi financami. Potem so tukaj goljufive dejavnosti. Po nekaterih poročilih so namreč zaposleni v FTX pristajali na nezakonite posle in ponarejevali sredstva uporabnikov. Najbolj zaskrbljujoče pa je bilo to, kar se je dogajalo tik pred propadom. SBF je bil v času propada FTX zelo aktiven na družbenih omrežjih. Uporabljal jih je za pomirjanje uporabnikov in zagotavljanje, da je z borzo vse v redu. Vendar
pa se je kasneje izkazalo, da so bile njegove izjave lažne. SBF je bil obtožen, da je zavajal uporabnike in jih prepričal, da v FTX vlagajo več denarja, preden je borza razglasila bankrot. Druga zgodba tukaj je Celsius. Celsius Network je bilo podjetje za kriptoposojila, ki je uporabnikom omogočalo odlaganje kriptovalut in zaslužek obresti. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2017 in je hitro raslo, pri čemer je privabilo milijone uporabnikov in naredilo več kot 12 milijard dolarjev premoženja pod upravljanjem. Vendar pa je junija 2022 Celsius nenadoma zamrznil vse dvige in prenose uporabnikov, kar je sprožilo niz dogodkov, ki so privedli do propada podjetja. Obstaja več dejavnikov, ki je privedlo do tega. Slabše tržne razmere. Leta 2022 so kriptotrgi doživeli močan padec cen, kar je vplivalo na finančno stanje Celsius Network. Tvegane naložbene strategije. Celsius Network je vlagal v tvegana kriptoposojila in naložbe, ki so izgubile vrednost. Potem prišlo je do pomanjkanja likvidnosti. Ko so uporabniki začeli množično izplačevati svoja sredstva, Celsius Network ni imel dovolj likvidnih sredstev, da bi jim ustregel. In še četrtič, poleg vsega tega je bilo tukaj najbolj krivo slabo upravljanje. Vodstvo Celsius Network je bilo namreč obtoženo slabega upravljanja tveganj in neučinkovitega sprejemanja odločitev. Propad Celsius Network je imel uničujoč vpliv na uporabnike. Mnogi uporabniki so izgubili dostop do svojih sredstev, nekateri pa so ocenili, da so izgubili milijone dolarjev. Propad je povzročil tudi veliko paniko in nezaupanje v kriptoindustriji. Celsius Network je julija 2022 vložil vlogo za stečaj. Podjetje je trenutno v postopku stečaja, upniki pa se borijo za povrnitev svojih sredstev. Ni jasno, koliko ali če bodo uporabniki kdaj prejeli nazaj svoja sredstva. Te zgodbe nas morajo opominjati, da vedno skrbno preverimo, kam in kje vlagamo svoje sredstva. Na spletu in socialnih omrežjih največkrat vidim postavljena vprašanja, katera menjalnica ima najnižje provizije, kar je huda napaka. Postavljeno bi moralo biti vprašanje, na kateri menjalnici so moje naložbe najbolj varne. Ja, provizije znajo biti višje, ampak treba je imeti v mislih, da upoštevanje in sledenje tem regulacijam in njihovo preverjanje tudi stane. Vedno je treba vsakič pred kakršnokoli naložbo preveriti ozadje. V nasprotnem primeru se lahko zgodijo hude posledice. To se lahko zgodi začetnikom, kot tudi znanim investitorjem, kot sta recimo Anthony Scaramucci in Kevin O'Leary, ki sta vložila v FTX in posledično izgubila skoraj celotne naložbe. Hvala, da ste si ogledali video do konca, da smo vam tako lahko predstavili evropske menjalnice, ki sledijo regulativam kot najbolj varno opcijo za vlaganje. Dajte video všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa tudi nas zanima, kaj si mislite o regulacijah, kaj si mislite o trenutnih in preteklih dogodkih, ki so vodili v propade nereguliranih menjalnic. Kar napišite spodaj pod komentarjem in z veseljem se bomo tudi pogovorili z vami o tem. Delite ta video s prijatelji, ki jih zanima kripto, in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa, kajti pripravljajo se kar zanimive vsebine. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.